Ja, spoštovani direktor, predstavniki medijev, kolegi, tudi meni je veliko veselje, da lahko pred tako velikim občinstvom predstavim ta naš znanstveni dosežek. Verjetno poznate, da ima Kemijski inštitut dolgo zgodovino na razvoju spektralno-selektivnih premazov, več desetletij, in ta zadnji dosežek je pravzaprav samo še en mejnik, ki pravzaprav bo samo ojačal ugled našega inštituta v svetovnem evropskem merilu. Tako da na kratko vam bomo predstavili, kdo so avtorji, v kateri reviji je pravzaprav delo objavljeno, zakaj ima nek tak velik pomen, in potem nekaj rezultatov in na koncu mogoče strnemo nekaj misli, kaj pravzaprav pričakujemo v prihodnosti. Večletno interdisciplinarno delo je bilo narejeno v okviru odseka za kemijo materialov in teoretičnega odseka. Tle vidimo pravzaprav v spodnji vrsti avtorje, ki so bili od vsega začetka od 2013 prisotni od zasnove, v zgornji vrsti pa dodatno ojačano ekipo, ki je dala veliko težo pravzaprav temu delu. Pravzaprav je bilo potrebno v laboratorijskih pogojih simulirati dejansko stanje na elektrarni, ki jo bomo videli v nadaljevanju, razviti nove pristope, eksperimentalne, za razločevanje degradacijskih procesov in na to pravzaprav vse te izsledke vpisati z matematičnim modelom. Nekaj besed mogoče o reviji. Raziskovalno delo je bilo, kot rečeno, objavljeno v mednarodni reviji Energy and Environmental Science, založnika Royal Chemical Society. Omenjena revija je namenjena objavljanju izjemno pomembnih dogodkov, pomembnih dosežkov, raziskav, tudi visokokakovostnih, ki predstavljajo standarde za nadaljne raziskave in se ukvarjajo s ključnimi globalnimi in družbenimi izzivi zagotavljanja oskrbe z energijo in seveda tudi varstvom okolja. Vedno se vprašamo, na nek način danes predstavljamo tak izjemen dosežek, v kakšnem okviru pravzaprav smo tekmovali. Tule so navedene kategorije, kjer pravzaprav omenjena revija sodi v sam vrh, zaradi tega tudi izjemno visok faktor vpliva, 30. Pravzaprav ta revija je dosegala v letu 2017 tretje mesto med 171 revijami na področju kemije multidisciplinarno, potem je zasedala drugo mesto med 97 revijami pravzaprav z področja Energy and Fuels in mogoče še zadnje področje ali kategorija, to je področje okoljske znanosti, in pravzaprav vedno se vprašamo, kdo so bili tekmovalci, in vidimo, da je pravzaprav zaseda tretje mesto takoj za Chemical Reviews in Chemical Society Reviews, tudi mesto pred Nature Chemistry. Če potem pogledamo druge področje, pred njo je samo revija Nature Energy in na tretjem področju, pravzaprav na zadnjem, sem omenil samo zadnjega, pravzaprav prvo mesto, kar ji daje tak izreden ugled. Mogoče za večina ne pozna tematike, poglejmo pravzaprav, zakaj je bilo vso to delo narejeno. Tukaj vam predstavljam kratek video, ki pravzaprav vse delo je bilo namenjeno za novo elektrarno Ashalim v Izraelu, ki so jo začeli graditi nekje 2014 ali 2015. Vidite pravzaprav 50.000 ogledal, ki so bila skozi vsa ta leta postavljena na mestu z velikostjo 21 kvadratnih metrov. Ta ogledala pravzaprav sevajo sončno energijo z nekaj več tisoč kvadratnih metrov na centralen absorber, ki je postavljen na 210 metrov visokem stebru. Pravzaprav ocena življenjske dobe je bila potrebna za absorber, ki bo stal na 210 metrov visokem stolpu. Površina tega absorberja, kot vidite, tle je nekaj
detajlov iz izgradnje je 1100 kvadratnih metrov, temperatura obratovanja 750 stopinj, vse je na zraku, in 2200 ton. Ja, so pravzaprav dvignili na vrh 200-metrskega stolpa za izgradnjo, in to je pravzaprav ta naš absorber, za katerega smo izvajali vse te analize. Kot sem že prej povedal, cena energije je vse bolj pomembna, podobne koncentratorske elektrarne s stolpom pravzaprav želijo konkurirati elektrarnam, ki proizvajajo električno energijo po ceni pod recimo 7 centov za kilovatno uro. Zato je še toliko bolj pomembna. Pravzaprav znano je, da so te elektrarne v preteklosti na nek način premazi ali pravzaprav absorberi propadali, in če se postavite v vlogo investitorja, je vedno pomembno, koliko časa bo ta vaš premaz delal res tistim največjim izkoristkom. Zato je bil v našem primeru izziv še toliko večji, saj smo mogli pravzaprav delovati ali pa napovedati življenjsko dobo v zelo majhnem okvirju, kjer je sončna absorpcija pravzaprav padla iz 97 na 95%, pravzaprav razviti vse te modele, ki lahko iz tako majhnega padca napovejo življenjsko dobo. Verjetno se vprašati, kaj je bilo recimo tako pomembnega ali pa na Kemijskem inštitutu opravljeno. Pravzaprav je bilo treba razviti, kot sem že rekel, tehnologijo, ki omogoča laboratorijskih pogojih identične pogoje, kot so na elektrarni, ki smo jo videli prej. Na ta način smo v več 14 pečeh vzpostavili različne temperaturne obremenitve. Recimo, morali smo na nek način ponazarjati zagon jutranji, roso jutranjo, ki se lahko nabira na absorberjih, potem ciklanje med 25 stopinjami Celzijami in 750, ujeti več različnih temperatur, tako ciklično obremenitev in izotermično, ki je pravzaprav stalnica čez dan. Na ta način smo pravzaprav s poznavanjem vseh teh parametrov in tudi informacijami industrijskega partnerja izločili tiste najpomembnejše, in v našem primeru se je izkazalo, da so najpomembnejša optična degradacija, ki je pravzaprav direktna, se rezultira direktno v profitu investitorja, in na drugi strani mehanska degradacija, ki je tudi izrednega pomena. Tako smo po izpostavitvi vzorcev več tisoč, 3000 ur tedensko ovrednotili, kako pravzaprav naš premaz degradira, razpada ali se njegova učinkovitost znižuje z recimo testiranjem dolžine razpok, ki nastajajo na identični lokaciji. Testirali smo sončno absorpcijo, termično emisivnost, na drugi strani smo s pull-off testom pravzaprav poskušali odstraniti prevleko in na ta način ocenjevali, kakšno moč, kako pravzaprav se slabšajo lastnosti. Tudi na nek način debelino oksida s prerezi, trdoto, ampak glede na to, da če želiš napovedati pravzaprav ali pa združiti vsa ta vedenja, ki jih dobiš z eksperimentalnimi tehnikami, je potrebno tudi vključiti zelo visoko ali pa dobro infrastrukturo, ki je na Kemijskem inštitutu. Za razumevanje degradacijskih procesov smo potem naredili ogromno študij z transmisijskim mikroskopom, z XRD spektroskopijo in tako naprej. No, pa poglejmo nekaj rezultatov, kako smo izbrali. Kot sem že rekel, na identični lokaciji smo tedensko sledili skozi obdobje 3000 ur razpoke, kako rastejo te na površini. Pravzaprav smo s posebnim programom razpoke ovrednotili, jih na to nanašali v tabele in vidimo recimo, da širina razpok s časom pravzaprav se ne veča, je stabilna, medtem ko v primeru cikličnih obremenitev, tukaj ko vidimo kot beta T2, pravzaprav imamo ciklanje med temperaturo 25 stopinj in 700 stopinjami, vidimo, da pravzaprav razpoke se daljšajo.
kar na nek način pripišemo deformacijam materijala, v nasprotnem primeru, ko držimo material na enaki temperaturi, se razpoke manjšajo, kar pripišemo na nek način sintranju in zaradi tega izboljšanju materijala. Po drugi strani, verjetno vsak izmed nas pozna recimo na avtomobilu, da ko pravzaprav prihaja do degradacije, vam odpade lahko, če v tistem, bi rekel, zelo kritičnem primeru premaz, v našem primeru, ker smo imeli opravka z izredno dobrim premazom, do tega ni prišlo, saj je bil to industrijski premaz, ki je bil namenjen za novo generacijo, za novo elektrarno. Kljub temu smo ovrednotili te površine, ki smo jih otrgali z površine, določili smo strukturo vsake izmed teh plasti in na ta način ovrednotili, kakšen doprinos pri sili za utrganje je določena plast imela, in potem to združili v grafično obliko. Na drugi strani je bilo za razumevanje degradacijskih procesov izredno pomembno, da smo ves čas sledili migracijam. Pri temperaturi 700 stopinj lahko na nek način pričakujemo difuzijo elementov iz podlage v premaz, ki pravzaprav ob vključitvi tega v špinelni material prevleke pravzaprav povzroči optično degradacijo. In na ta način smo tudi pripravili razne 3D modele, ki pravzaprav kažejo, kako je struktura samega premaza po določeni obremenitvi nareta. Vidimo, da imamo odspod substrat, plast oksida, ki se je tvorila, in na vrh premaz. Za mogoče boljše razumevanje smo potem te premaze ali pa te plasti ovrednotili z transmisijskim elektronskim mikroskopom, študirali hitrost difuzije, vključevanje v pigmentne delce in tako naprej. Vse te informacije smo potem skrbno zbirali skozi zelo dolgo časovno obdobje in vidimo, da pravzaprav ključna degradacija pravzaprav je rast oksida na površini zaradi difuzije kisika z površine, prihaja do različno hitre rasti. Seveda, to je bilo zelo dobro izhodišče potem za matematične modele. Prav tako smo ovrednotili vse sončno absorpcijo, kot tukaj vidimo, spet pri različnih temperaturah, vidimo, da je degradacija pri različnih temperaturah različna, ločili smo vsak parameter za sebe, in to pravzaprav potem te podatke uporabili v matematičnem modelu, ki ga bo na kratko predstavil kolega Franci. Hvala lepa. Skratka, kot je bilo rečeno, je za samo delo bilo izrednega pomena tudi napovedati življenjsko dobo takšnih premazov, kar seveda vključuje nujo razvitja matematičnega modela, v katerega vnesemo vse opazljivke, ki smo jih zasledili tekom izvajanja meritev. Seveda, take metode obstajajo v svetu, znanstveniki se tega poslužujejo, vendar so metode, ki so razpoložljive, običajno zajemajo samo en tip obremenitve, kot je na primer tako imenovano izotermično obremenjevanje, se pravi obremenitev vzorca pri neki konstantni temperaturi, ali pa po drugi strani ločeno uporaba modela, ki zajema zgolj in samo izklapljanje oziroma vklapljanje na določeno temperaturo. Temu v žargonu rečemo termično ciklanje. Prednost tega modela, ki smo ga prav v ta namen razvili, tukaj pa je bila ta, da smo hkrati vgradili oba ta efekta v smiselen matematičen opis. Mogoče ne bi šel čisto v podrobnosti tukaj, tukaj smo uporabili formalizme, ki se za ta namen uporabljajo. Recimo pomembno je, da smo tukaj uporabili integralno reprezentacijo degradacije, na podlagi katere smo lahko potem smiselno zajeli parametre, smiselno vnesli vse potrebne podatke, ki smo jih pridobili z merjenjem, ki jih je opisal kolega Jerman.
No in kot rezultat tega obnašanja, recimo tukaj v tem primeru smo bili pozorni na optično degradacijo, se pravi na zmanjševanje absorptivnih lastnosti materiala, smo bili potem sposobni z numerično rešitvijo pridobiti potek degradacije, ki ga vidimo, kaj je tole dela? Srednji. Potek degradacije, ki ustreza tejle vijolični krivulji, in tukaj vidimo pač določena, se pravi, tale pahljačasta upodobitev pomeni numerično napako, ki je bila prisotna, in napoved, ki je sledi, vidimo tukaj 12 let plus minus 1 leto, če bi material seveda razpadal, če bi bila ključna komponenta razpadanja tega materiala po njenih optičnih lastnostih. Drug segment, ki smo ga pa zajeli, je pa vključeval mehanično degradacijo materiala. Tukaj smo se pa poslužili meritev, ki so bile pridobljene na podlagi puljenja, se pravi trganja, in ta fenomen, se pravi, smo pripisali predvsem rasti oksidne plasti med barvo in med substratom. In zelo lepo je bilo mogoče korelirati debelejše oksidacijske plasti z zmanjšanim trendom sile, ki je bila potrebna za to, da smo sloj barve odstranili. In glede na to, da smo na podlagi meritev izločili zgolj in samo ta dva procesa obremenjevanja, smo se na koncu potem odločili, da bo material obstojen tako dolgo, dokler ne bo po enem izmed obeh degradacijskih postopkov tak material odpovedal. In tukaj vidimo, spet v enaki reprezentaciji kot prej, da je recimo ta mehanska degradacija recimo bila ocenjena, spravo tukaj je optična, zgoraj je mehanska, mehanska bi zdržala nekaj več, se pravi, zaključek je bil ta, da je optična degradacija ključna pri obstoju tovrstnih premazov. Mogoče še povzamemo, da pravzaprav je bilo to delo na nek način pionirsko, bili smo pravzaprav na nek način izzvani z strani vodilnega industrijskega partnerja, ki ima za sabo največjo sončno elektrarno na svetu, potem druga se postavlja zdaj v Izraelu, kot smo videli, je že začela obratovati, in pa seveda nova, ki se tudi že je v izgradnji, je pravzaprav Dubaj, tudi čez 130 megavatov, pravzaprav so to elektrarne, ki bojo dajale energijo lačnim mestom po električni energiji v bližnji prihodnosti. Na naši strani pa pravzaprav to pomeni, da si smo zgradili ali pa postavili neko mesto v znanstvenem prostoru, ugled, in na ta način že bili povabljeni v nove projekte, kot je na primer Halos, je zdaj v drugi fazi. Projekt Halos bo pravzaprav ponudil elektrarne nove generacije, v tem primeru je bil, v prejšnjem primeru je bil ta transfer, medij za prenos energije voda ali pa taline soli. Temperature obratovanja so bile 700 stopinj, če pa želimo ceno električne energije še poceniti, moramo še povišati energijo, se pravi izkupiček, temperaturo, nove bojo delovale nekje pri temperaturah 800, 850 ali celo 900 stopinj, obremenitev na materiale bo še večja, ljudi bo še bolj zanimalo, koliko časa bojo te elektrarne pravzaprav ali pa absorberske površine preživele. Tudi strani enega največjih proizvajalcev, kot je Alstom, CMI, imamo že povpraševanje za njihov premaz, da bi izvedli na nek način podobno študijo. Mogoče samo še to, da pravzaprav takšno delo ne more biti
opravljeno sam strani najdveh. Tukaj je še en kup kolegov, ki so sodelovali, Gregor Kapun, Francisco Ruiz Zapeda, Luka, Noč. Poleg tega so veliko dela opravili tudi Robi Vidmar, ki je poskrbel za sestavo in konstrukcijo teh peči ali pa za izvedbo in nenehno dopolnjevanje. Potem servis sosednje hiše Marjan Drab, Vakutek, ki so nam vse to zgradili. Morate se zavedati, da pravzaprav je bila vsa infrastruktura potrebno zgraditi na tem mestu, potem tudi grelci Maras, ki so te ekstremne obremenitve zelo težko sledili, kajti ciklanje, več tisoč ciklov vsak dan med 25 in 800 stopinjami so izredne obremenitve za materijale. Mubin Bajdosi iz Brightsourca, Edi Kranc, ki nam je dal en kup XRD meritev, Andraž Pavlišič, tudi naš zelo dober raziskovalec, je poskrbel za digitalizacijo takrat. Paul McGuinness je zelo hitro odreagiral pri zadnjem angleških popravkih in seveda tudi en kup sodelavcev, ki seveda vsak dan stojijo ob strani in pomagajo pri različnih dejanjih, ki jih hočemo izvesti. Seveda gre tukaj tudi zahvala programu, ARRS projektu, te štipendiji na nek način, ki jo dajejo Luku, in seveda izraelskemu podjetju Brightsource, ki je pravzaprav naročil to študijo. Mogoče poudarim samo to, da pravzaprav je študija bila večletna. V začetku nam teh rezultatov niso dovolili, da jih objavimo. To je bilo nekje med 2013 in 2016, potem ko je bila elektrarna izgrajena, dodelana v obratovanju, pa so rekli, zdaj pa imate zeleno luč. V tem trenutku smo mi še dodatne napore vložili v razlago dekompozicijskih procesov in vsega tega in na koncu sestavili to v en tak zaključeno celoto, ki pravzaprav kaže življenjsko dobo premaza. Jaz upam, da je predstavitev kakor toliko jasna bila. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ste seveda dobrodošli. Mi upamo za sebe, da je naša prihodnost tudi svetla. Tako da hvala z moje strani.